Zdravo! Tudi danes bomo v Infodromovih minutah skočili na več koncev sveta in se ustavili doma. Sem pa tole kar lepo zrimala, ne? No, pa kar gremo. Najprej na rdeči planet Mars, kjer je sinoči pristal novi rover oziroma nekakšen robotski avtomobil, ki bo iskal znamenja življenja na tem planetu. Nekaj sekund po pristanku je na Zemljo že poslal prvi dve fotografiji svojega novega doma. Če si tudi vi želite na drug planet, vam bo prišel prav podatek, da Evropska vesoljska agencija po več kot desetletju izbira nove astronaute. Ampak zato je treba seveda izpolnjevati določene pogoje. Imeti je treba najmanj magisterij z enega od naslednjih področij: naravoslovja, medicine, tehnike, matematike ali računalništva. Poleg tega pa biti prilagodljiv in pripravljen na dolgo pot. Še posebej si v agenciji želijo pritegniti ženske. Najprimernejše izmed prijavljenih kandidatov bodo izbirali s kar 6-stopenskim preizkusnim postopkom, ki bo trajal več kot leto dni. It's a long process. It's certainly quite stressful. And we have to be honest, we expect and we hope that thousands of people will apply and we are only going to select a handful. So the chances of success are slim. But I think it's a great opportunity, regardless of, whether at the end you will be selected or not. Nika Križnar pa je s včerajšnjo zmago na prvi tekmi smučarskih skakalk v Rišnovo v Romuniji poskrbela, da je zdaj izbranka, ki nosi rumeno majico. Prva je bila na kvalifikacijah, najbolje nastopila v prvi seriji in se je tako z letišča v finalu spustila zadnja. Dobro je prenesla pritisk vodilne, poletela čez zeleno črto in si s tem prislužila drugo zmago v sezoni in prevzela vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala. Ema Klinec je bila peta, Jerneja Brelc deveta. In že se premikamo naprej, no pravzaprav nazaj. Učenci osnovne šole Antona Martina Slomška Vrhnika so namreč pobrskali po preteklosti in pripravili kar dve posebni prireditvi ob 20. obletnici njihove šole. V teh koronskih razmerah je bil to še poseben izziv. Pozdravljeni, gospa ravnateljica, vsi učitelji, ekipa nadarjenih. Je zdaj obletnica 20 let delovanja naše šole. Smo prejšnjo pomlad učenci zbirali ideje, kaj bi lahko naredili, da bi obeležili ta dogodek. In se nam je zdela dobra ideja, da bi mogoče zbrali pogovor, intervju z bivšimi učenci, ki bi potekal online. Vsem študentoma je za študijsko delo na filmu prejel tudi Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani. Živijo, Kristjan! Vsak je zelo poseben, različno, imajo vsi drugačne življenjske poti. Neža, omenili ste, da vam je bilo ful fino v Rimu, v Pompejih. Kaj pa vam je bilo toliko všeč tam? Spoznavanje nekaj novega, se pravi Rim, samo arhitekturo Rima. Jaz sem mislil takrat, da bom zamenil srednjo šolo. Ko ste enkrat čez prvi letnik pa ugotovite, kaj je fora, kako se to dela, pa je ful lažje. S to prireditvijo si želimo sporočiti vsem, da kljub temu, da so recimo kakšni spodrsljaji, da bo že življenje ubralo pot in da se na koncu vedno vse postavi na svoje mesto. Jaz si predstavljam našo šolo čez 20 let, da bo še večja, da bo še več učencev, da bomo dosegali še večje uspehe. Ampak upam pa, da ne bo delala nadaljavo. To upamo tudi mi. Z gotovostjo pa lahko trdimo, da bo danes 20 minut pred 5. popoldne na televiziji Slovenija Infodrom, v katerem bomo šli skupaj vse od Mjanmara do Trbovelj, ker se je otroški poročevalec srečal z robotko Evo. Tole, kar boste videli zdaj, je samo za uvod. Zvečer boste namreč izvedeli tudi, kako je Elija robotko iz Trbovelj upravljal z mislimi. Ne zamudite, z vami bo Katja. Adijo! Hecta! Kaj pa robota sploh naredi robota? To je pa zame kar težko vprašanje. Sem stroj, ki je sestavljen iz 3 delov. Tipal oziroma senzorjev, s katerimi prepoznavamo okolje, procesorja, ki non-stop analizira zbrane parametre, ter udejevalnikov, s katerimi sploh lahko delujem v tem vašem svetu. Ali imaš morda samo človeške prijatelje ali morda tudi kakšnega robotskega? V laboratoriju, kjer sem doma, imam prijatelja in sodelavca Jaskija. On je industrijski robot. Imam pa še nekaj robotskih prijateljev, ki pa jih žal trenutno ne morem obiskati. Se pa večkrat pogovarjamo preko satelitov. Naj jih nekaj predstavim. Kar pokaži mi fotografijo, da se jih spomnim. To je pa Erika. Je robotka, ki je zelo podobna človeku, torej je androidinja.
Hirošija Išigure na Japonskem. A veš, da je tudi on že obiskoval Slovenijo. Tudi on je bil tukaj pri nas v Trbovljah.